Mojca Trtnik je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v oddelku knjižničnih zbirk. Naša knjižnica se trudi čim bolj približati zaklade zbirke širši javnosti. In Mojca nam bo predstavila eno od teh poti. Mojca, si z nami, lahko začneš? Jaz sem danes ena pilotka s telimi očali, tako da sprašujem kontrolo letenja, če če smo povezani oziroma če se vidimo. Vidimo se, samo še prezentacije ne vidimo. Aha, okej. No, lepo pozdravljeni še enkrat. Kot je rekla Damjana, moje ime je Mojca Trtnik in danes sem v vlogi predstavnice oddelka knjižničnih zbirk. Vabim vas, da poletite z mano. Obljubljam vam, da ne bomo predolgi, da vožnja ne bo preveč turbulentna in da upam vmes tudi bojo kakšni lepi razgledi in pogledi. V nadaljevanju bom predstavila spletne učilnice, ki jih skupaj s svojimi sodelavci v Narodni in univerzitetni knjižnici nekako ustvarjamo že 3 leta. Naredila bom en tak uvod, teoretičen našega procesa, potem bomo pa kar pristali v eno izmed učilnic, da boste dobili občutek, kako to sploh izgleda. Ampak mogoče predno vzletimo, verjetno ste vsi zaznali novico, da je bil med slovenskimi dijaki zaznan upad bralne pismenosti, in ker me zanima, koliko vas je zares z mano na tem letalu in tudi vaše mnenje, vas sprašujem, ali so vas presenetili rezultati te mednarodne raziskave? Se pravi, vas preseneča, da je prišlo do takšnega upada bralne pismenosti? Tako da tisti, ki še imate toliko energije, vas prosim, da glasujete. Jaz ne vidim sicer, no, tako da bo Prejeli smo že Damjana. 80 glasov, Hvala. Se pravi, 88 letalo glasov. je polno. Hvala, hvala. A se že kaj vidi, 103 približno? glasove, 105 glasov. Še kakšni so že A kaj si glasovala, rezultati? Mojca? Jaz sem glasovala. V redu. Sem. A lahko poveš vsem, kako lahko glasujejo? Če še kdo. Ja, se pravi, kliknite samo na da ali ne. Ali so vas rezultati presenetili? A so? Saj jaz mislim, da ni treba Takole, čisto na prejeli vse. smo 111 glasov, lepa številka. Se vidijo rezultati? Evo, ja, 24% jih presenetili in velika večina, 76% pa ne. Hvala še enkrat vsem, ker ste z mano na tem poletu. Ja, tudi jaz moram reči, da sem med tistimi, ki ste glasovali, da niste presenečeni, in morda je to tudi en naš zakaj. Smo tudi v oddelku knjižničnih zbirk že 3 leta nazaj začeli razmišljati o tem, da, kot je že prej Damjana omenila, a ne, kot vemo, hranimo ogromno enih dokumentov, materialov. Tukaj imamo slikovno gradivo, kartografsko gradivo, rokopisno gradivo, potem drobne tiske. In nekako zaznavamo, a ne, da obstajajo še skupine uporabnikov, ki mogoče jim to lahko pride zelo prav, pa pravzaprav ne vejo za nas, a ne, niti ne poznajo. In že 3 leta nazaj smo mi nekako določili to skupino in ta skupina so mladi. Se pravi, osnovnošolci, srednješolci, pa tudi učitelji, a ne, ki morda tudi oni ne vejo točno, kaj vse mi ponujamo. Tako da smo si postavili nekaj ciljev. To moram pa zdaj z miško. Se pravi, razmišljali smo, da bi pripravili neki učni pripomoček, ki bi bil v pomoč učiteljem pri njihovem pedagoškem delu, hkrati pa bi ta pripomoček tudi ponudil sodoben vpogled v delo in življenje obravnavanega ustvarjalca. Zdaj, mogoče se bo tukaj kdo vprašal, na kakšen način mi izberemo
neko temo oziroma ustvarjalca. Nismo kaj preveč komplicirali, odločili smo se, da se kar odzovemo na poziv Ministrstva za kulture oziroma Republike Slovenije, ki vsako leto razglasi leto, ki je posvečeno določenemu ustvarjalcu, in to potem postane tudi naša učilnica. Kot sem že prej omenila, so naša ciljna skupina učitelji in učenci v osnovnih šolah in tudi dijaki v srednjih šolah. Tako da smo se nekako potrudili, da so učilnice primerne za vse pač stopnje starosti, v tem obsegu. Je pa tudi res, da je to zdaj tudi majčkeno odvisno od samega razreda, tako da se nekako potem odločitev prepuščamo učitelju, kako daleč bo šel oziroma kako globoko bo raziskoval našo učilnico skupaj s svojimi učenci. Zdaj, predmet primarno je seveda slovenski jezik, ker so večinoma ta leta posvečena pisateljem, pesnikom, ampak sekundarno pa lahko se vključijo tudi recimo učitelji zgodovine, umetnostne vzgoje, geografije, tudi matematike. Bom pol na primer pokazala en primer naše učilnice, ki to ima. Zdaj, predvideli smo tudi pozitivne učinke. Prvo je seveda, verjamemo, da je to lahko zelo dobra informativna podpora učiteljem pri pripravi in zasnovi učne ure. Potem si želimo učilnice narediti čim bolj interaktivne, se pravi, spodbujamo interaktivno učenje, ki mislim, da že vsi vemo, ima zelo pozitivne učinke pri pomnjenju učencev in tudi dijakov. In pa, da tudi mi kot inštitucija postanemo podporno okolje za učence in dijake pri uporabi primarnih virov znotraj NUK-a. Zdaj, imeli smo tudi kar razmislek o tem, na kakšni platformi bomo delovali. Na koncu smo se zaradi pomanjkanja resursov pa tudi finančnih sredstev odločili za Moodle, kar se ni izkazala kot zelo slaba odločitev, ker Moodle dejansko večinoma poznajo učenci in tudi učitelji, namreč velika večina šol že deluje v tem Moodle okolju, tako da smo dejansko mi šli tokrat na obisk k njim. Tako da to se je izkazalo tudi kot zelo dobro. Predtem smo naredili, predno smo začeli ustvarjati, zares smo naredili neko tako tudi kratko analizo, kako je tukaj v tujini, osredotočili smo se večinoma na nacionalne knjižnice, ugotovili, da seveda v tujini nekatere knjižnice že zelo dobro se povezujejo s kurikulumi, pa tudi z izobraževalnimi inštitucijami na nacionalni ravni. Ena izmed takih, ki ima zelo dobre programe, je recimo Nacionalna knjižnica v Novi Zelandiji, potem na Škotskem, tudi British Library, tako da to je bila recimo neka taka naša osnova. Potem smo tudi šli majčkeno pogledati učne načrte v osnovnih šolah pa srednjih šolah, ker nas je res zanimalo, se pravi, kakšen fokus je, tega posameznega ustvarjalca, na kaj se dejansko učni načrti osredotočajo. In pa pogovor z učitelji, tukaj naj poudarim, da ni šlo za kakšno večjo študijo, šlo je bolj za to, da smo se povezali z učitelji iz našega domačega okolja in jih čisto neformalno povprašali, kaj recimo potrebujejo pri svojih pedagoških urah, česa si želijo, kaj pogrešajo, tako da to je bila tudi ena neka taka naša iztočnica. Zdaj, pri učilnicah sodeluje res kar veliko število sodelavcev iz NUK-a, jaz sem pa tukaj naštela 3 oddelke, katerega del je še najbolj prisoten. Že prej omenjeni oddelek knjižničnih zbirk, ki poskrbi za, bi rekla, ta vsebinski del.
Potem je tukaj še oddelek za digitalne vsebine, namreč medtem, ko pripravljamo gradivo, za naše učence, profesorje, tudi naletimo, na dokumente, ki še niso digitalizirani, in če se le da, poskrbimo, da zaživijo tudi v tej digitalni obliki. In kot tretji segment tudi služba za prireditve in odnose z javnostmi. Namreč mi lahko delamo učilnice, ampak če učilnica nekako ne pride do te ciljne publike, potem spet sameva. Bi se pa na tem mestu res zahvalila vsem sodelavcem, namreč učilnice ustvarjamo poleg svojega rednega dela, tako da tukaj res gre za časovni vložek in en tak velik entuziazem. Tako da hvala vsem, ki so že sodelovali, in hvala vsem, ki še bodo sodelovali pri tem. No, in zdaj počasi pristajamo že v naše učne učilnice. Kot sem že prej omenila, začeli smo 3 leta nazaj, naša prva taka pilotna je bila učilnica Josipa Jurčiča, leta 2021 je bilo razglašeno Jurčičevo leto. Potem smo ustvarili tudi učilnico Karla Destovnika Kajuha. Zdaj pa sodelavci ustvarjajo še učilnico Ivana Tavčarja, ki pa mislim, da bo tudi kmalu ugledala luč sveta. Verjetno se vsi sprašujete, kje se učilnice nahajajo. Tako da gremo kar pogledat. A se vidi? Se vidi. Se vidi. Tole učilnice so preprosto kar na naši spletni strani, takole, ko greste dol. Že takoj zagledate, se pravi učilnica, ki predstavlja Kajuha in pa Jurčiča. Zdaj, koncepti so približno enaki, jaz vam bom predstavila učilnico Josipa Jurčiča, ker sem tudi jaz pač tukaj majčkeno več sodelovala, pa jo bolj poznam. Takole, na levi strani imate pač opise, zdaj tule na desni strani so pa hitre povezave. Kot vidite, mi poleg učilnice, kot sem že prej omenila, poskrbimo tudi za digitalizacijo in to vse nekako uredimo v digitalno zbirko. Tako da, ko kliknete, imate na enem mestu zbrano vse gradivo digitalizirano, recimo o Josipu Jurčiču, pa takole ene take biografske podatke smo še pripravili. Tako da to lahko tudi pride zelo prav, tako učiteljem kot učencem in pa tudi na splošno raziskovalcem. Potem se trudimo, da poleg digitalne zbirke ustvarimo še razstavo. Zdaj, pri Josipu Jurčiču smo ustvarili spletno razstavo, tako da, ko kliknete, takole izgleda, Naj omenim, da je razstava tudi prevedena v angleški jezik. Je pa to malo odvisno od tega, kako imate nastavljen brskalnik. Če imate nastavljen brskalnik v slovenskem jeziku, se avtomatsko je razstava v slovenskem jeziku spletna, če je v angleškem jeziku, se potem avtomatsko naredi prevod v angleščino. Medtem ko to je bilo pri Jurčiču, pri Kajuhu smo imeli pa fizično razstavo. No, in zdaj končno naš pristanek na spletno učilnico. Takole, zaenkrat so tudi tele naše spletne učilnice odprte vsem, tako da jaz, kot sem že prej omenila, bom predstavila majčkeno bolj podrobno učni pripomoček Josip Jurčič, na začetku seveda tudi majčkeno o naših, komu je namenjeno in kakšni so cilji tega učnega pripomočka. Ko kliknete, vas takole že vrže v učilnico. Naj poudarim, to so pač, kot sem že prej omenila, Moodle okolje, se pravi Arnes učilnice. Tako da čisto vsega, kar smo si želeli mogoče vključiti, tudi nismo mogli, ker smo seveda omejeni, to je vseeno neka taka prostor, ki ima svoje omejitve, ampak nekako se res trudimo, da
da smo čim bolj interaktivni in tudi zanimivi, a ne, za mlado publiko. Na začetku je tlele en tak uvodni nagovor, tukaj sva jaz pa kolega Matjaž Luli, ki je tudi naš vodja oddelka, trenutni vodja oddelka knjižničnih zbirk, tako da jih lepo najprej majčkeno pozdravimo in povabimo k raziskovanju. No, potem smo pa nekako vedno pripravimo različne sklope, tako da če ste za, jaz upam, da ste za, tisti, ki ste za, lahko tudi kakšen emotikon kam mi date, ampak recimo gremo kar pogledat, a ne, kdo sem in od kod izhajam. Se pravi, kot boste videli, tukaj noter se nahajajo različne vrste dokumentov, že takoj na začetku imamo na primer rojstni list Josipa Jurčiča. No, tukajle smo kar dodali tudi simbole, se pravi, simbol knjiga je v bistvu navedba vira, medtem ko je simbol s tole lučko oziroma žarnico, a ne, pa že neka naloga, ki jo učenci skupaj z učitelji lahko rešujejo. In na primer, tle smo dodali zemljevid, kolegica iz kartografske zbirke ga je priskrbela. Kot vidite, ni prav enostaven, ko potem, se pravi, to na žalost nam Moodle ni omogočil, da ga lahko tukaj povečamo, zato jih recimo potem jih potem kar povežemo z zalibom in tle morajo oni poiskati kraj muljave. In kot vidite, a ne, smo za nalaž zbrali mogoče enega takega, ki mogoče zahteva malo več pozornosti. No, potem, da majčkeno, ko sem že prej rekla, da smo malo bolj interaktivni, imamo na primer igro spomina, vse seveda iz naših virov in takole potem iščejo, saj vsi vemo, a ne, iščejo pare in nekako res verjamemo, da tudi ob tem si sigurno tudi kaj več zapomnijo. Evo, no, sem ga le našla. Recimo zanimiva je mogoče tudi tale, a ne, vsi vemo, portreti, ampak včasih se jih zelo težko zapomnimo. Tako da, ko kliknejo, smo ga razrezali in medtem oni lahko potem sami sestavijo takole portret in zagotovo si prej zapomnijo obraz nekega, a ne, pisatelja, če so takole še majčkeno morajo, je še zraven kot igra. Takole. To je ta sklop, no. Zdaj, če ste za, mogoče pogledamo vsakega, vsak sklop posebej. No, tale sklop je, kako sem preživljal svoja srednješolska leta. Tukajle recimo smo tudi malo več dodali recimo nalog, ki so tudi povezane z opakom. Hranimo recimo tudi srednješolska spričevala, no, in recimo tukaj je neka naloga, zato je recimo ta učilnica lahko primerna tudi za knjižničarje, ki imajo svoje učne ure, a ne, v srednjih šolah in osnovnih šolah. Na primer, v zbirki podatkov Cobiss poišči, koliko različnih naslovov del Walterja Scotta. Josip Jurčič je namreč zelo rad bral dela Walterja Scotta, imate v šolski knjižnici. Če v šolski knjižnici ne najdeš del Walterja Scotta, iskanje razširi na vse knjižnice v Sloveniji. Tako da se mi zdi, no, da jih tudi na tak način lepo navajamo na to. No, zdaj pa tisti primer, ki sem rekla, da je lahko tudi povezan z matematiko. Namreč v naši zbirki rokopisni hranimo tudi maturitetne pole od Josipa Jurčiča in kot vidite, so noter tudi lepo naloge, tako da mogoče bi bilo zanimivo, a ne, da skupaj s profesorjem matematike poskušajo rešiti polo iz kar nekaj let nazaj in mogoče ugotovijo nivo znanja, a ne, koliko se je kaj spremenil, pa koliko je kaj isti in tako naprej. Potem so moja zrela leta, tudi tukaj, a ne, kot lahko vidite, smo dodali tudi razglednice,
recimo tudi vprašanje za vas, a ne, ali lahko z razglednice prepoznaš, za katero ulico v Ljubljani gre, a ne. Recimo, če bi kdo mogoče že na prvi pogled prepoznal, kot vidite, tlele se nahaja tudi, mislim, da piše Evropa, a ne, tako da je mogoče že malo lažje. Tako da, če kdo slučajno ve odgovor, ga lahko napiše tamle na mesto, kjer so vprašanja. No, opozorila bi še na en tudi zelo zanimiv del, in sicer, kako iz romana nastane opera. Ta del mislim, da ni tako zelo prisoten v naših šolah, je pa zelo zanimiv. Pripravili ste ga kolegici iz glasbene zbirke, tako da lahko potem učenci ali pa dijaki tudi vidijo, a ne, opere, ki so nastale na podlagi Jurčičevih del, tako da kolegice tudi majčkeno razložita še to tematiko. Noter so tudi, je tudi recimo posnetek neke priredbe. Seveda so vsi dokumenti, ki so v učilnicah, avtorskopravno odprti, a ne, se pravi, vse, kar delimo, je odprto za javnost. No, in kolegici so dodale tudi GarageBand, se pravi neki pripomoček, s katerega lahko tudi učenci sami ustvarjajo glasbo, ne. Tako da si lahko recimo tole, ne bomo zdaj vrteli, no, ampak recimo si vzamejo tole recimo en posnetek, ki ga je neki osnovnošolec izdelal, a ne. In to je recimo lahko tudi ena taka zanimiva ideja. Na koncu so pripravile pa še kviz o vsem prebranem in pa, se pravi, to poslušalnico, se pravi, če bi učenci lahko potem nalagajo noter tudi te svoje posnetke. Pa še en sklop je, ki se nam zdi tudi zelo pomemben, da se to nekako opozarja tudi že v osnovnih šolah in srednjih šolah. To pa je, a ne, kako ohranjamo kulturno dediščino skozi stoletja, da jih majčkeno ozavestimo tudi o tem, a ne, da gradivo le moramo ohraniti, tako da so to pripravili tudi naši restavratorji, na kakšen način to počnejo in tako da dobijo vpogled tudi, v kakšnih škatlah se hrani. In tako da to je to, ker vem, da sem že zelo da se moj čas izteka. Jaz vas res vabim, da majčkeno raziskujete, in če se vam zdi učilnica zanimiva, da tudi razširjate naprej glas o učilnicah. Zdaj bi pa jaz z vami rada samo še zadnji slajd delila. Zdaj pa ne vem, a je? Ni, ne? Ni še. Ni New še. share, daj, new share. Aha, takole Okej, je, ja. vidite? Če Ja, besede. imaš citat Hugoja, Ja, potem je to, ja. tako, ja. Bom zaključila malo bolj poetično, in sicer Victor Hugo je nekoč dejal: besede so skrivnostne mimoidoče duše. Aha, takole moram iti. Huxley pa, da spominjajo na rentgenske žarke, če jih pravilno uporabimo, se povsod prebijajo. Mi pa dodajamo: besede nas bogatijo, zapisane pa ohranjajo spomin v vtisu časa. Tako da mi res srčno upamo, da za našimi učilnicami kot rentgenski žarki prebijamo te zidove osnovnih in srednjih šol, in upamo, da bo tudi to pomoč, da bo čez 5 let ta raziskava pokazala boljše rezultate. Tako da hvala Mojca, za najlepša vašo hvala. pozornost. A imamo že kakšne povratne informacije s strani šol, učencev? Ja, smo dodali tudi anketni vprašalnik, no, v učilnico, ki je odprt, se pravi časovno neomejeno, tako da potem tudi tam pogledamo in poskušamo, a ne, si prilagajati tudi potrebam oziroma feedbacku, a ne, ki ga dobimo nazaj. Mislim pa, no, in želim pa si, da še bolj delamo na promociji, a ne, ker marsikdo še vedno ne ve in ne pozna teh naših učilnic.
Mojca, najlepša hvala. Tako da lahko Hvala. zaključiva, da vas vabimo k raziskovanju učilnic, predvsem pa Tako. k usmerjanju uporabnikov, da si z njimi pomagajo pri pridobivanju novih znanj.